V tenis centru Murska Sobota vse od ponedeljka pa do nedelje poteka mednarodni ženski profesionalni teniški turnir Murska Sobota Open 2026. V naši družbi je Andreja Klepač, nekdanja 11. igralka sveta v dvojicah. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Kako si? Danes je že pravzaprav četrti dan turnirja. Kako se razvijajo tekme? Ja, tekme se odvijajo vsak dan od 9:30 pa tja nekje do 9. zvečer. Ene tekme so krajše, druge daljše. Žal smo vse slovenske predstavnice so izgubile, tako da tudi z mano moram povedati, mogla bi včeraj nastopati, vendar mi je nasprotnica tik pred tekmo odpovedala nastop, oziroma partnerica tik pred tekmo odpovedala nastop, je zbolela, trebušne težave in se žal ni mogla udeležiti tekme. No, tvoj nastop je domače občinstvo pričakovalo. Kako se v takih trenutkih spopadeš z res neprijetno težavo? Ja, nimaš kaj, pač situacijo moraš sprejeti, partnerke seveda ne moreš prisiliti, da gre na igrišče, ni se počutila dobro in greš naprej. Žal se je to zgodilo lih na domačih tleh, vsi smo si želeli z mano vred mojega nastopa, da se pokažem domačemu občinstvu, pač se ni šlo. 16 parov naj bi nastopilo, torej zdaj jih je verjetno 14? Ja, v bistvu še ena odpoved je bila, tako da jih je 14 in zdaj se pač borijo za zmago. Bomo videli, katera bo prišla naprej. Kaj misliš, kdo bo najboljši, kdo je med favoriti? Ja, prej sem sicer rekla, da Slovenk ni v žrebu, so v dvojicah, igra še v dvojicah, tako da mogoče pa bomo tukaj dobili kakšno edino Slovenko, ki bo kam naprej prišla. Kaj pa med posameznicami, katerim je šlo najbolje? Ja, trenutno v bistvu gre z nosilke, dobivajo tekme. Jaz sicer šele danes drugo kolo se igra, tako da je še dolga pot do zmage, ampak turnir je zelo na visokem nivoju, zelo dosti dobrih igralk je in bomo videli, ko se bo razpletlo. Če smo malo bolj konkretni, kdo so te nosilke, ki imajo največje verjetno možnosti za zmago? Ja, sigurno tle bi izpostavila mogoče prvo nosilko Snigur, pa drugo nosilko Stefanini, Italijanko, ampak v tenisu je tako, da lahko zmaga katerakoli, nasprotnice pač vse igrajo dober tenis in je tudi dosti odvisno od dnevne forme. No, tenisačice so seveda vesele domačih turnirjev, vseeno je malo lažje, kar se organizacije tiče, je tako? Ja, sigurno je doma lažje igrati, pač spiš v domači postelji, se predstaviš domačim občinstvom, ne rabiš potovati, imaš vse pri roki, organizatorji pomagajo domačinkam, pač stvari jim gremo na roke glede treningov in takšnih zadev, tako da smo veseli, da lahko organiziramo ta turnir tudi v Sloveniji doma in upamo, da bo tako tudi naprej ostalo. Naj poveva tudi to, da se igralke potegujejo za denarno nagrado. Kakšen je sklad? Ja, $60,000 je denarni sklad. Turnir je vreden sicer 75 točk, zmagovalka dobi. Teh $60,000 se razdeli med vse igralke in to je to, ja. Gre pa seveda za VTA lestvico. Tako, VTA lestvica, svetovna lestvica, ja. Kaj pa psihološki pritisk? Je doma težje igrati kot drugod? Sigurno je dodaten pritisk, s katerim se pač moraš soočiti. Tudi jaz sem bila včeraj pred tekmo s tem soočena, sem naredila pripravo, se pač pripravila, da bo to domača tekma, da so dodatni pritiski, da pač neka pričakovanja so, ampak na koncu si moraš dati v glavo, da je pač to samo ena tekma. Jaz sem si konkretno rekla, da bi rada nastopila doma, se pokazala domačemu občinstvu, hčerkici, da bi me doma gledala. Tako da ja, neka priprava mora biti in sem se veselila tekme. Pač ja, tako se je šlo. Kakšno je življenje in športniki znate to zelo dobro sprejeti, sploh profesionalni. Greva zdaj k tvojim začetkom, kako si se navdušila za tenis?
Ja, v družini je bil šport že prisoten, ne tenis, ampak odbojka. Nekako pa od malega sem sama, sem si želela tenis, pol mi je mama dala lopar v roke, smo kot male 4-5 let na punčka smo hodile pač v Bonifiko, jaz sem s Kopra, smo tam pač ob steno nabijale. Nato sem se pri 6-7 letih vpisala v teniško šolo, pa je oče takrat rekel mami, joj, to bo največja napaka, zakaj si jo dala v tenis, individualni šport, bi mogla odbojki. Pa se je pol izkazalo, da ni bila napaka in smo vsi bili veseli, pač, da je bilo tako, kot se je šlo, da je lepo bilo. Ja. No, odločila si se za tenis v dvojicah. Kako si stopila na to pot? Zakaj? Ja, leta 2013 sem dala single, pač posamezne igre na stran. Imela sem dosti težav s poškodbami. Takrat sem imela 3 operacije levega zapestja in sem se pol odločila, da bom šla samo v dvojicah nastopati. Nastopati je malo manj naporno za telo in tako se je pač moja pot v dvojicah takrat začela in kar uspešno, mislim, da prišla sem do 11. mesta na svetovni lestvici, nanizala kar nekaj lepih zmag in sem zadovoljna zaenkrat, ja. Kakšna je specifika te športne discipline, če jo primerjamo s tenisom, ki ga igrajo posamezniki? Ja, dvojce so bolj aktiven šport, bom rekla, več je hitrejših gibov, moraš biti na mreži pripravljen, če ne te žogica kar hitro zadane. Je tudi fizično naporen, ampak je drugačna specifika kot pri posameznicah. Več je poudarka na prvih 2 udarcih. Seveda je kariera polna vzponov in padcev, pa greva k tistim najlepšim trenutkom tvoje kariere, katerega enega ali 2 bi izpostavila. Ja, sigurno so to zmage, valjda. Lahko izpostavim, da sem zmagala torej proti sestram Williams, imam pozitiven skor. 3-krat smo se srečale, 2-krat smo jih premagale in pa seveda zmaga na velikem Masters 1000 turnirju v Cincinnatiju, tako da mogoče bi te 2 izpostavila. No, to je zagotovo velik dosežek. S kom si igrala proti sestram Williams? 2 različne partnerki. Prvič, ko sem se proti njima pomerila, sem bila z Katarino Srebotnik, Slovenko. V Rimu sva igrale prvo kolo in drugič pa sem igrala z Španko Marijo Jose. To pa je bilo, mislim, da drugo kolo v Parizu na Grand Slamu. No, zdaj, če pogledaš nazaj, če malo vse oceniš, kaj misliš, je bilo tisto ključno, kar vama je prineslo zmago? Sigurno to, da smo verjele, da se lahko igra. Katarina, recimo, če začnem pri tej tekmi, je že iz preteklosti proti sestram Williams igrala, tako posamezno kot v dvojicah, tako da me tudi ona malček pripravlja, da to ni nek bav, da je treba pač samo odigrati. In pol, ko sva stopila na igrišče, sva razvidela, da lahko igrava in sva pač si dale korajžo in sva lepo tekmo izpeljale. Tako da ja, mogoče to. In kako sta sestri sprejeli poraz, sta čestitali, ste se kaj potem pogovarjali ali je bilo kar hladno? Ne, pač ni nekega pogovora, je bolj hladno. Za njiju 2 tisti, ki jih premagamo, smo na neki črni listi, če se lahko pohecam. Tako da ja, pol se dosti kaj nismo več videvali. Ampak za vsemi temi bleščečimi tekmami, turnirji, zmagami je seveda veliko odrekanja. Turnirji znajo biti zelo naporni. Greva malo k tisti težji strani, ki pravzaprav naredi pravega športnika. Kaj vse je treba vzeti v zakup? Ja, najtežje, bom rekla, je to iti od doma, se pakirati, potovati. Predvsem v covidu je bilo res dosti teh restrikcij, pa testov, pa ogromno problemčkov. Tako da, ja, slaba stran tenisa je to, da je dosti potovanja. Vsak teden je nov turnir na novem kontinentu, menjuješ časovne pasove iz tedna v teden in se je treba tukaj prilagajati. In zdaj moram povedati, da po 4 letih, ko sem se vrnila v svetovni tenis, mi v bistvu to povzroča največ težav, pač menjava ritma, tako da ja, je to kar naporno.
Seveda je ključnega pomena psihološka priprava. Kako se ti lotevaš te priprave in kdo ti pravzaprav najbolj stoji ob strani, kdo je tvoja podpora? Ja, moja najboljša podpora je v bistvu Primož, moj trener, moj partner. On me v bistvu zna dobro pripraviti. Rečeva, da igrava tekmo pred tekmo. Torej, ko dobim nasprotnico, večer prej se začneva pogovarjati, narediva plan, kako bo tekma potekala, kaj je treba narediti. Pripraviva se na vse dobre stvari, na vse slabe stvari in potem pa jaz sama to v glavi premeljam, pač naredim vizualizacijo, senzorizacijo, vse te stvari, tako da sem pol naslednji dan na tekmi pripravljena na v bistvu na vse možne odgovore. Vsi imamo pa seveda nekega vzornika med svetovno znanimi tenisačicami. Kdo je to? Ja, zdaj težko bi povedala. Ko sem odraščala, pa sigurno je bila en čas sem imela Kim Clijsters, en čas je bila Martina Hingis, tako da se nekako vse se mi menjavalo. V bistvu od vsake igralke sem nekaj vzela, tisto, kar mi je najbolj pasalo in potem sem tako skupirala malo, ja. Kaj ti je dal tenis ne samo kot športnici, ampak tudi kot osebi? Ja, ogromno ti da nekega, da si sam, da se sam znaš zrihtati, postaneš samostojen. Predvsem to, pa neke odločnosti, pa v bistvu jaz v tenisu res zelo uživam, tudi v potovanjih v preteklosti, čeprav zdaj malo manj, kot sem prej omenila, ampak ko stopim na igrišče, sem v svojem svetu in dobiš neko moč, nek svoj fokus, ki lahko pač tle igraš in ja, uživam. Kaj pa želje za prihodnost, zdaj pustiva to tekmo. Kaj misliš, kdaj boš naslednjič na igrišču? Imaš že načrte? Ja, zdaj malček imam težavico z ramo, zdaj bom naslednjih 2-3 tednih to posanirala, potem pa se odpravljam na turnirje na pesek. V Evropi se začnejo turnirji Madrid, Rim, Strasbourg pa Pariz. Tako da to je nek plan, mogoče kakšen manjši turnir še prej, bomo videli. Imamo omejeno število turnirjev, ki jih lahko izkoristim z special rankingom. Torej, imam 12 turnirjev na voljo čez celo leto. Do zdaj sem jih izkoristila 5, lahko jih še 7, tako da moram pametno zbirati, da potem naberem točke, da bom potem lahko tudi kakšen turnir z svojim rankingom pač odigrala. In glede na to, da si mama, bo to kar velik izziv, koliko je stara hčerkica in ali jo že zanima teniška žogica? Ja, hčerkica je stara 2 leti in pol. Vse igra z žogico, ni pa pokazala še nekega ful interesa, je še premajhna. Skupaj potujemo zdaj, je naporno, ampak je to pač najlepša služba na svetu. In bomo zdaj te turnirje po Evropi skupaj potovali in mislim, da bo uživala. In za konec še nasvet našim mladim tenisačicam, ki se morda odločajo za podobno pot kot ti, kaj bi jim svetovala? Ja, sigurno, da če uživate v športu, izberite tudi tenis. Tenis je lep šport, ti da ogromno stvari, ogromno samostojnosti dobiš in pa potrebno je vztrajati, če se nekaj odločiš, da tudi če so vzponi in padci, vedno na koncu posije sonce. Ti se zdaj vračaš v Tenis center Murska Sobota. Katere tekme sledijo še konec tedna? Danes je petek, kaj pa sobota in nedelja? Ja, v soboto, nedeljo ste vsi lepo vabljeni na polfinale in finalne dvoboje. Kot sem prej omenila, upamo, da bo tudi v dvojicah Slovenka prišla naprej, če pa ne, pa sigurno bo dober tenis in bogate nagrade sledijo. Andreja Klepač, najlepša hvala, da si bila naša gostja. Želimo ti veliko uspeha, predvsem pa tudi sreče, ki jo moraš tudi v športu imeti. Ja, najlepša hvala za povabilo. Spoštovani gledalci, to je bila Športna ideja s tenisačico Andrejo Klepač. Najlepša hvala za vašo pozornost in lep športni pozdrav do prihodnjič.